Sicer ne vem, če je kakšnemu zagorskemu gasilcu ime samo, kot temule junaku iz risane serije. Vem le, da so vsi, ko zagori, pripravljeni tvegati marsikaj. Takole so se 22. oktobra, takoj po sprejetem sporočilu o požaru v obratu lakirnice v tovarni Sveja, zapodili gasilci na kraj požara. Na srečo ni zares gorelo, šlo je le za vajo, v kateri so sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva iz občine Zagorje. Teh je kar 15. Pogumno so se spopadli s požarom, vajo so vzeli čisto zares. Pri tem so presenetili marsikakšnega občana. Na vajo namreč niso bili pripravljeni niti gasilci, zato jih je poziv preko pozivnika presenetil, ne pa tudi zmedel. Požar tokrat namreč ni oznanjala sirena, temveč so obenem preizkusili tudi nov sistem obveščanja, ki se je izkazal za učinkovitega. Najbližji gasilci, to so člani gasilskega društva Zagorje mesto, so bili na kraju požara v slabih 5 minutah po pozivu. Njim so takoj pomoč prihiteli rudniški gasilci. Nato pa še člani prostovoljnih gasilskih društev širom Zagorja. Nekateri hitreje, drugi so do požara potrebovali malo dlje časa. Nad vsemi pa je bdel vodja intervencije Slavko Flisek. Kaj se je danes pravzaprav zgodilo? Kje je zagorelo? Predpostavka je bila, da je zagorelo v lakirnici na Sveji. Ta delovodja na Sveji je takoj potem, ki je ugotovil, da delavci sami ne morejo tega požara pogasiti, je preko telefona obvestil Centar za obveščanje in alarmiranje v Trbovljah. Ta center v Trbovljah ima določeno število na svojem seznamu pozivnikov zagorskih gasilcev in preko teh pozivnikov je alarmiral gasilsko enoto Zagorje. Po tem alarmu smo ga pač dobili, kodar se kjer nahaja, ker to niso poklicni gasilci, vsi smo nekje bili doma ali tako drugače, smo prihiteli v gasilski dom in odšli s tisto prvo napadalno enoto na Svejo. Ker smo ugotovili, da se mi tega požara ne bomo mogli pogasiti, smo zopet nazaj preko centra zaprosili za dodatno pomoč. Ne center z javnim alarmom, ki v Zagorju obstoja, da je Zagorje selo, Rudnik in pa Loke, sprošta alarm, da pridejo na pomoč tudi te gasilske enote. No, po tem alarmu pa naj obvešča vsa ostala gasilska društva, ki ima tudi Centar za obveščanje v Trbovljah seznam telefonske številke poveljniku, društvu in pa predsedniku in pozovejo vse te enote, ne pridejo na Svejo za slučaj potrebe, če bi karkoli nastalo večga. In koliko časa je trajalo od poziva do začetka gašenja požara? Od poziva do začetka gašenja požara je trajalo, samo bi mogel pogledati tole seznam, ker smo si večkrat evidenci delali. 16:27 je bil dan alarm po pozivnikih iz centra v Trbovljah, no 16:30 sem bil jaz tukaj dol s komandnim vozilom in pozneje so prihajale vse gasilske enote. Zdaj vidim 16:52 je prišla zadnja gasilska enota, oziroma 17:04 je prišla zadnja gasilska enota na mesto požara. In kdaj je bil požar ugašen? Požar je bil ugašen cirka po 20-25 minutih. 20 minutih je bil lokaliziran, 25 do 30 minut je bil pa pogašen. Sprva je izgledalo, da je tega več sreč se požar ni razširil v ostale proizvodne prostore, ampak je bil lokaliziran v sami lakirnici.
Skupna vaja gasilcev pa ni bila namenjena samo preizkusu novega sistema obveščanja, temveč tudi preizkusu, kako bi se sodelovanje med gasilci obneslo v resničnem požaru. Zato so na vajo povabili tudi nekaj opazovalcev, ki so obenem tudi skrbno analizirali rezultate. Na vaji je bil kot opazovalec prisoten tudi poveljnik Gasilske zveze Zagorje Janez Grobolšek. Kako ocenjujete tole današnjo vajo? Jaz moram reči, da tako kot je ta vodja intervencije si zamislil, mislim, da je vaja tudi tako potekala. Šlo je namreč za zelo zahtevno nalogo, in sicer požar v lakirnici na Sveji. Ob takem požaru bi zagotovo potrebovali veliko pomoč vseh okoliških gasilskih društev. No, izkoristili smo pa to priložnost na današnji vaji, da preizkusimo tudi mobilizacijsko sposobnost teh naših društev, tako istočasno tudi regijskega centra za obveščanje, tako da bomo zdajle razpolagali že tudi s časi, kdaj so bila društva aktivirana, in pa seveda s časi, kdaj so ta društva prišla, tako da bomo imeli nekakšno realno sliko. Naj kar povem, da je centru za obveščanje uspelo aktivirati vseh 15 gasilskih društev v občini. Kako pa na hitro ocenjujete takole, brez ustreznih podatkov, tale intervencijski čas? No, moram reči, da predvsem prihod prve ekipe, kar je najvažnejše, torej tiste, ki imamo na dežurstvu preko pozivnikov, je bil izredno hiter. Na požarišču so od mojega javljanja požara bili, mislim, da tam v 5-6 minutah. Kaj pa tehnika, ki ste jo danes uporabili? Torej, uporabili smo vso tisto tehniko, s katero razpolagamo. Seveda bi ob požaru uporabili veliko več pene, vendar je za vajo nismo. Mislim, da smo s to tehniko trenutno dobro opremljeni, nekoliko slabše, kar že nekaj časa, ali pa kar precej slabo poudarjam, je pa osebna oprema gasilca za vstop v notranji prostor. Pa ste morda danes opazili tudi kakšno pomanjkljivo znanje gasilcev oziroma kakšno stvar, ki bi se jo dalo še dodelati, izpiliti, popraviti? No, težko rečem, ker je vaja bila kar precej obširna in nisem ogledoval podrobnosti. Zagotovo bomo naredili analizo s poveljniki, ki so sami opazovali svoje enote in tam ugotavljali te napake, katere bomo poskušali med svojim delom tudi odpraviti. Omenili pa ste tudi 15 gasilskih društev, morda še koliko ljudi, koliko gasilcev je sodelovalo? V tem trenutku še nimam podatka, računam pa, da je preko 100, verjetno tam okrog 130 gasilcev, kajti iz nekaterih društev je več kot desetina, no nekaterih nekoliko manj, odvisno od tega, koliko jih je prišlo na alarm. Šlo je za nenapovedano vajo in naš cilj je bil, da kolikor toliko dobimo realno sliko te mobilnosti, kot sem že prej omenil, in moram reči, da se ne bi posebej hodoval, tudi če kakšnega društva ne bi bilo, kajti tudi v situaciji, ko gori, se lahko zgodi, da koga ne moreš priklicati v tem trenutku, ko ga rabiš. Vsi smo namreč prostovoljci. Trenutno poteka mesec požarne varnosti. A ste imeli v tem mesecu morda že kakšen pravi požar? Ja, tudi pravi požar smo imeli, in sicer stanovanjskega v Kisovcu. K sreči ni bilo večje škode, niti nobenih žrtev. Kljub temu, da je bil požar kar precej zapleten, šlo je za vžig v kuhinji po noči, v nočnem času, kar bi lahko bila kar precejšnja tragedija, pa k sreči ni bilo. Požar, rečeno seveda takole v narekovajih, ni trajal dolgo. Skupnimi močmi so ga gasilci kmalu uspeli najprej lokalizirati in nato dokončno pogasiti. Po uspešno opravljenem delu pa so se člani gasilskih društev, na vaji jih je bilo kar 128, zbrali pred tovarno Sveja. Čakal jih je namreč pregled opreme in sredstev, ki so jih uporabljali pri gašenju požara. Oprema, ki lahko gasilcu pomaga, mu celo reši življenje ali življenje drugega, je zelo pomembna. Zato morajo gasilci znati pred odhodom na kraj požara izbrati tudi pravo opremo.
Kakšna je bila današnja vaša naloga na tej vaji? No, današnja naloga ni samo današnja, mi redno nadziramo delo gasilskih enot, gasilskih društev in smo izkoristili današnjo priliko, da opravimo kompleten pregled delovanja društev na vaji, njihove opremljenosti in pa tudi usposobljenosti. In kakšna je vaša prva ocena? No, prva ocena je vsekakor taka, da kot vedno gasilci zelo resno vzamejo svoje delo, ga tudi vestno in ustrezno opravijo. Res je pa, da ugotavljamo pri pregledih opreme, da še marsikaj manjka gasilcem, na kakšno zadevo niso pozorni, včasih zaradi, ali pa največkrat zaradi finančnih sredstev, ki so potrebna v smislu vzdrževanja same opreme, in pa ko gledamo vozni park, nekateri imajo sodobno opremo, nekateri mečken starejšo, žal je tako, vsi naenkrat ne morejo vse imeti, država pa bo poskrbela z to zakonodajo, ki je bila zdaj v spremembi, da bomo kolikor toliko le zagotovili za vse enake pogoje, sploh pa v Zagorju, mislim, da imajo župana z izrednim posluhom tudi za gasilce, da bo kar hitro rešljiv problem tudi z te strani. Konkretno danes pa verjetno ni zatajila ne tehnika, ne moštvo. No, danes smo tudi prvič preizkusili delovanje novega sistema ZARE, to je sistem zvez, tiho alarmiranje, in mislim, da ko bomo analizirali čase sklicov udeležbe, prihodov na mesto požara oziroma današnje vaje, bomo še lahko dokončno rekli, ampak zatajilo pa sigurno ni, ne? In če bi bil tale požar pravi, bi ga verjetno uspešno pogasili? Ja, vsekakor, zato so poklican, usposobljen, opremljen in tudi pripravljen to narediti. Kakorkoli se vaja obrne, analizira in se v njej razpravlja, še vedno so najpomembnejši ljudje, gasilci, ki se spopadajo z rdečim petelinom. In od njihovega znanja, spretnosti in poguma je odvisen uspeh njihove akcije. Vajo so nekateri izmed gasilcev pokomentirali takole. Kako je potekalo današnje gašenje oziroma tale vaja? Naša skupina je vstopila z notranjim napadom direktno v objekt lakirnice. Zaščiteni smo bili z izoliranimi dihalnimi aparati. Vse skupaj se je odvijalo dokaj hitro in uspešno, tako da do razširitve požara na zunanje objekte ni prišlo. Se pravi, ni nastala velika škoda? Ne, ni nastala večja požarna škoda. Ste vedeli za tole današnjo vajo? Približno smo vedeli pa nismo ure nič. In kako ste reagirali na prvi poziv? Ja, malo smo že bili pripravljeni, to, kar sem rekel, da smo malo vedeli, do čim smo tako normalno reagirali. Kukor že prejšnja vaja, tudi se ni bila to prva vaja naša, ko smo jo šli v tako vajo. Kaj pa, če tole ne bi bila vaja, če bi bil dejanski požar? Bi bil največji, kar ste ga gasili doslej, ali ste že gasili tudi večje? Sem že gasil tudi večje požare. Bi pa tudi ta bi bil eden izmed velikih požarov. Sam to pred leti, sem gasil že večje požare. Mogoče mislite tegale gozdnega? Ne mislim. Stolpnico smo gasili enkrat v 7 štuki zagoreli in od 1. do 7. štuka smo gasili. Je bil to dosti velik. Ja, kukar tuk. Kaj pa tehnika, ki jo uporabljate, je zadovoljiva? To pa ni, s tem smo pa premalo opremljeni. Saj mi tukaj kot naš društvo smo dosti premalo opremljeni. Mi smo bolj opremljeni za recimo take naravne požare, za take požare sploh nismo dosti opremljeni. Tu nas imamo
manjka, ampak upajmo, da bomo s cajtom dobili. Danes ste pogasili požar. Kako se vam zdi ta levaja? Ja, mislim, da je tale kar poučna za nas vse, ker to je malo kdaj, ne, da je taka vaja, ne. To bi lahko takole vsak let, ena taka lepa vaja, takole se. A ste vedeli za to levajo ali je bilo čisto presenečenje? Približno smo vedeli, sam za dan pa nismo vedeli pa. To. In če bi dejansko zagorelo, bi bili prav tako uspešni? Ja, morebiti bi bilo, ja. Ste bili na tale današnji požar pripravljeni ali vas je presenetil? Ja, tako ko mi pravimo, nič nas ne sme presenetiti. Pripravljeni smo bili tako kot za vsako akcijo. In kako hitro ste se odzvali na poziv? Tam cirka 11 minut od alarma pa do prihoda na požarišče. Koliko časa pa traja, da se naprimer takole zberete in skupaj odhitite na mesto požara? Danes smo potrebovali konkretno 6 minut. To ocenjujete kot hitro ali bi lahko bilo še hitrejše? Glede na naš teren, od kjer prihajajo naši člani v dom, je sorazmerno hitro. Najlepša hvala. Vsak požar in se bo